No, naj vas še enkrat lepo pozdravim za vas, ki ste se odločili vztrajati do konca. Jaz ne bom zelo dolg, tako da se ne bat. Želel sem v bistvu predstaviti eno stvar, o kateri se mi dosti tudi pogovarjamo med zaposlenimi in ki jo pravzaprav vidimo kot, kot eno ključnih orodij, no, kako zdaj ljudem pomagati dobro brati svetopismo, kako ljudem pomagati res vstopiti, kako se pomagati ljudem osmisliti tole veliko knjigo, ne, ki ima tlele v tem primeru 2000 strani, kako usmisliti to bližanje k tej knjigi. Zdaj, uvodoma ne povem tole, da bomo med drugim tako mimo grede pripravili eno zbirko svetopisemskih molitev. To bo zaenkrat kar e-knjiga, ki bo prosto dostopna tudi na naši spletni strani, tam na istem mestu, kot vam je prej že Matic pokazal. Se pravi, tam med elektronskimi knjigami bo vsak, ki bo prijavljen, si jo lahko zastonj naloži. In tam smo zdaj zbrali 100 molitev, pesmi, hvalnice Svetega pisma, 50 iz stare, 50 iz nove zaveze. Pogovarjamo se še točno, kakšen naslov bomo dali temu, mogoče bi temu lahko rekli vrata k Božjemu prestolu ali pa nekaj tazga, ampak tole razmišljanje, ki ga bom zdaj na kratko predstavil, se nanaša na to v bistvu zbirko svetopisemskih molitev in ob tej knjigi se mi zdi, da paše tole razmišljanje, ki ga želim narediti. In hkrati bi rad rekel, da je to pravzaprav mogoče neko bližanje k nečemu, čemu bi lahko rekli biblična mistika, svetopisemska mistika. To je mogoče mečkaj tak kontroverzen koncept, ampak vseeno. Tako da to, o čemer bom govoril, je svetopisemska molitev kot vrata v dramo odrešenja. In začel bi tukajle. Zdaj vsak, ki se je lotil brati Svetega pisma, je kmalu naletel na eno dejstvo, ki je presenetljivo. In to pa je to, da je Božja beseda, zapisana Božja beseda, ki vemo, je namenjena nam ljudem, na več mestih rata človekova beseda Bogu. Božja beseda se kar naenkrat obrne nazaj k Bogu. Se pravi, imamo prošnje, krike, molitve, zahvale, slavljenje. Imamo 2 svetopisemski knjigi, ki imata samo to. To so psalmi, ki jih nekateri imenujejo, da je to srce Svetega pisma, in potem so tle žalostinke, ta krik iz dna človeške bede. In mislim, da je to dejstvo vredno razmisleka, da je dober, povabil bi nas vse, da se danes ustavimo mečkano ob tem dejstvu, da imamo v Božji besedi že navdihnjeno človekovo besedo nazaj k Bogu. In seveda poleg teh 2 knjig imamo še mnoge druge molitve, ki jih bomo zbrali v tej knjigi, ki sem jo omenil. Ne vseh tudi, ker bi bilo preveč in tak reprezentativen izbor bo. No, ampak očitno ne, če razmislimo o tem, Božja beseda ni samo namenjena temu, da enostransko nagovarja človeka, vsakega od nas, ampak očitno imamo že v samem Svetem pismu to, da Božja beseda že tudi uspešno nagovori človeka in se obrne nazaj v navdihnen odgovor človeka Bogu. A ni to zanimivo? Ne? Človek že začne odgovarjati Bogu in se odzivati na njegovo milost. Ne? In se pravi, to avtoritativno, navdihnjeno razodetje, ki je v Svetem pismu, ne, že vključuje, lahko rečemo, avtoritativen in navdihnjen pravi odziv človeka nazaj k Bogu. Ne, se pravi, svetopisemske molitve najprej že same po sebi pričajo o uspehu Božje besede. Božja beseda je tukaj že uspela. In človek, Adamov potomc, je bil nagovorjen in se je obrnil nazaj k Bogu in odgovarja Bogu. Se pravi, tukaj je Božja beseda že preobrazila človeka poslušalca v človeka molilca, ne, ki že stoji v tem osebnem odnosu in v osebni zavezi z Bogom. Ne. No in zdaj seveda ob tem dejstvu potem se pa važno spomniti, pa pomisliti, kakšen je pravzaprav namen celotnega Svetega pisma. In to je zdaj ta stvar, o kateri smo že večkrat, ki smo jo že omenili danes ob raznih predstavitvah, ne, ampak osnovni namen Svetega pisma je na tem širokem platnu, ne, naslikati to veliko zgodbo o tem, kaj Bog dela v svetu. To je
To je ta velika zgodba, ki nam je Sveto pismo odpre in naslika, in ta zgodba seveda odgovarja na temeljno vprašanja, ki jih ima človek in ki določajo naše človeško bivanje. Vprašanje, kot so, kdo smo, kje smo, kaj je narobe, kje je rešitev. To so temeljna vprašanja sploh, ki postavljajo od tega, kako si odgovorimo na tale 4 vprašanja, je potem odvisno vse nadaljne stvari v našem življenju. Kako bomo gledali, kako bomo razumeli sebe, kako bomo razumeli svet, kako bomo razumeli preteklost, prihodnost. Ne? To so temeljna vprašanja. In ta velika zgodba Svetega pisma seveda odgovarja na ta vprašanja in tudi je res velika zgodba, ker obsega ves čas. Od začetka ob stvarjenju pa do konca v eskatološki uresničitvi. Prav, zgodba dejansko zajema vse in nas zajame v sredi tega velikega platna. Ne? Zgodba ni dokončana. Ne? No in tukaj je ta primerjava, ki se zdaj zmeri bolj pogosto, zmeri večkrat jo srečujemo in vidimo, da je zelo koristna, ne, se pojavlja. In ta primerjava je pravzaprav primerjava Svetega pisma z dramo v recimo 6 dejanjih, lahko bi tudi mogoče drugače razdelili. Ampak teh 6 dejanj bi bilo takole. Prvo dejanje je stvarjenje. Bog ustvari dober svet in znotraj dobrega sveta, dobrega človeka. Potem je drugo dejanje, je tragično, je padec. Ne? Človek se skazi in posledično stvarstvo rata problematično. Poleg tretje dejanje, Bog začne z reševanjem in lansira projekt Izrael, Božje ljudstvo v stari zavezi. In potem je četrto dejanje, ki je vrhunec zgodbe, in to je Mesija, Jezus iz Nazareta, Božji sin. On tukaj zgodba doseže, tukaj Izraelova zgodba doseže vrhunec in tukaj se dejansko obrne tudi ta tok navzdol, ki se je začel s padcem. Potem pa je peto dejanje, ki mu lahko rečemo kar cerkev, čas cerkve. In potem bo šesto dejanje, bo pa dopolnitev na koncu časa oziroma na koncu tega časa in začetek novega časa. Zdaj, glavni akter, tisti, ki poganja to zgodbo, je Bog, vedno. On snuje, on navdihuje, on usmerja to zgodbo od začetka in potem v tem četrtem dejanju dejansko Bog sam tudi se neposredno udeleži te zgodbe. In s tem svojim umešanjem v zgodbo tudi odločilno obrne njen potek navzgor. Zdaj, ta zgodba, če imamo tako pred očmi, dejansko lahko deluje kot očala. Kot očala, s katerimi zagledamo cel svet v novi podobi. In ta podoba je Božja podoba, je tisto gledanje, ki ga ima Bog. To je v tej luči, seveda, vidimo svet v luči, kot si ga je Bog zamislil in kot Bog v njem deluje. In seveda zato ta zgodba postavi vse stvari na svoja mesta. In vse v našem univerzumu naredi razumljivo in pregledno. In seveda potem tudi ta zgodba da namen in smisel nam osebno. Pokaže nam naše mesto v svetu. Kaj smo, zakaj smo, kaj je naš namen. Ker Bog dejansko to takoj vidimo, pri tem svojem delovanju nikoli ne ostaja sam, ampak skozi vabi soigralce, če smemo temu tako reči, v to zgodbo. Navadne ljudi, take, kot smo mi vsi tukaj, ki pa jih pokliče po milosti. In se pravi, mi stojimo zdaj v času, ko se odvija to peto dejanje drame. In ta osnovni namen tega petega dejanja je jasen. To je misijon do skrajnih mej zemlje. Jeruzalema, Samarije, do skrajnih mej zemlje. To je povzetek petega dejanja. In direktno sredi tega smo mi danes. In se pravi, ta misijon naj vsem ljudstvom, vsem jezikom, vsem družinam na svetu naj prinese dobro novico o tem odločilnem preobratu, ki se je že zgodil in ki ga je na tem vrhuncu zgodbe dosegel Mesija, Jezus. Se pravi, razglas, da se je to že zgodilo in hkrati povabilo, da se tudi oni pridružijo zgodbi. Tudi oni vstopijo v to zgodbo, naj se oklenejo tega odrešenja in sami postanejo soakteri, soigralci, somisionarji v tej zgodbi. Se pravi, to je glavni cilj, kateremu teži to peto dejanje. To je ta naboj, ki ga poganja. Podrobnosti so pa prepuščene nam. In tukaj mi je všeč ta prispodoba, mi naj bi
bili kot igralci, ki zvesto improvizirajo svojo vlogo. Zapravo ne prosto, ampak zvesto. Ne? Razlika je v tem, da nam so seveda že dana dejanja, prejšnja dejanja, vemo, kako so se odvijala, vemo nekaj tudi, kaj še pride, se pravi, imamo zelo močen pripovedni okvir, v katerem mi svojo vlogo zvesto improviziramo, zvesto s tem, kar je že bilo in zvesto z nameni, ki se morajo še zgoditi. Je pa to vse improvizacija, ker naša vloga ni predpisana vnaprej, ampak nam je zato dan, kot vemo, Sveti Duh, da lahko v tem živem odnosu z Bogom odigramo svojo vlogo. No, se pravi, če je to tako, je naš izziv, kako čim bolj vstopati v to zgodbo, kako se ugraditi, uplesti, urast, ugnezditi, ukoreniniti vanjo. Kako čim bolj res postati njen del, da nam ta zgodba postaja zmeri bolj domača. To je naš življenjski izziv. Kako se zmeri bolj doma znajdeti v tej božji zgodbi. In tako se seveda, ko vstopamo, se tako postopno preobraža, preoblikuje naš pogled na svet, tudi naša identiteta, ne, in dejansko začnemo živeti kot božji otroci, ne, in ta božja podoba, ki je bila zgubljena ali pa saj zatemnjena pri padcu, pri nas postaja zmeri bolj vidna. Se pravi, ta zgodba dejansko oživljajoča, zato ker v nas obuja pravo polno življenje, ki nima konca, to življenje, ki ga daje Bog. No, seveda to uraščanje v to zgodbo pa je vse življenjsko delo, to je delo za celo življenje, zahteva veliko ponižnosti, potrpežljivosti, vztrajnosti, ljubezni. In no, ravno tukaj menim, da nam svetopisanske molitve, te, ki so zapisane v Svetem pismu, lahko res odločilno priskočijo na pomoč. Zato, ker to so pa tista mesta v zgodbi, ki že sama po sebi naravnost kličejo potem, da vstopimo vanje. In da začnemo doživljati zgodbo od znotraj. Ker to molitev je nekaj zelo intimnega v bistvu. Če ti vidiš, kako nekdo moli, vidiš, kaj se res globoko v njem dogaja. In tukaj nam Bog v bistvu nam je pripravil veliko takih mest, da lahko vanje vstopimo. In da zgodbo od znotraj začutimo. Da začutimo puls zgodbe od znotraj. Se pravi, jaz bi rekel, to so posebna okna ali pa posebna vrata, ki jih je vnaprej pripravil Bog, da bi skozi stopili in se uživo udeležili dogajanja noter v zgodbi. In seveda taka izkustva nas spreminjajo. Meni je zelo všeč citat od enega ameriškega avtorja Eugena Petersona. On pravi, da so molitve, da so orodje za bivanje in postajanje. Tako pravi, imamo veliko orodij na svetu, ampak molitve so pa prav posebno orodje, ker nam pomagajo postajati ali pa bivati to, kar naj bi bili. Takole pravi, molitve so glavna tehnologija v središču celotnega projekta, kako biti človek. Molitve so orodja, ki jih uporablja Bog, da vnaša telesa in duše ugradi svojo voljo. Molitve so orodja, ki jih uporabljamo mi, da bi sodelovali v njegovem delu z nami. Obe smeri. Se pravi, svetopisanske molitve nam pomagajo bivati kot božji otroci. Ali pa natančne, te molitve nam pomagajo postajati to, kar po milosti že smo. Ker nam je že dano v klicu, v krstu, v božji milosti, ki je v Jezusu. Se pravi, ko se pridružimo temu ali pa onemu svetopisanskemu molilcu, je to Mojzes, psalmist, prerok, Jezus ali apostol Pavel, na en posebno intimen način vstopimo res neposredno v dogajanje. Začutimo njihovo recimo stisko, obup, dvom, pa tudi njihovo veselje, hvaležnost, zaupanje v Boga. In seveda nam, če smo iskreni, seveda nam pa to ni neznano tudi iz naših življenj. Vsa ta izkustva tudi mi imamo v svojih življenjih. Da bo stiska, obup ali pa veselje, hvaležnost, to je del naših življenj. In tako se zgodbi začneta zlivati. Moja zgodba postane del velike zgodbe. In znotraj te velike zgodbe začenja dobivati svoj pravi smisel. In tudi, če grem trenutno skozi dolino smrtne sence, tako kot pravi psalmist. No in zato bi rekel, da temu zlitju teh dveh zgodb,
temu zlitju, ki v nas dela novo identiteto novega človeka, ki je ustvarjen po podobi novega Adama, temu zlitju bi mogoče lahko rekli svetopisanska mistika. Ker dejansko tukaj gre za druženje in za tesno povezanost med Bogom in med človekom. Kot pravi apostol Pavel, kdor se druži z Gospodom, je z njim en duh. To je zelo radikalna izjava, če jo pomislimo. No, bi pa dodal zdaj par konkretnih misli ali pa konkretnih idej, kako pristopati k taki molitvi. Zdaj najprej seveda se moramo spomniti, da ta svetopisanska besedila, ne bo to psalmi ali pa druge molitve v Svetem pismu, ko pristopamo pred njih, se je dobro spomniti, da gre tukaj za navdihnjeno Božjo besedo. Čeprav jo mi izgovarjamo njemu, je to Božja beseda. To pa pomeni, da nam je Bog sam v enem smislu že vnaprej pripravil in čaka, da skupaj s Svetim duhom vstopimo v to besedo, ne, in se mu z njeno pomočjo približamo. Ne. Bog je začetnik molitve. Bog, molitev, tudi naša molitev se zmeri štarta v Bogu. On je tak, ki je spočenja v nas. To je dober pomisliti. On je vzbuja v nas. Ne. Sveti duh, ne, piše Pavel, kliče v nas Aba, Oče. Sveti duh moli v nas. In mimo grede, to je točno enako Jezusovi molitvi. Tako je Jezus upil v Getsemaniju in ta isti krik Sveti duh v nas vzbuja, kot prav naš lastni krik Božjih otrok. No? In potem prav Pavel, da Sveti duh sam posreduje v nas z neizrekljivimi vzdihi, prav tako v Rimljanom 8. Se pravi, važno je, da se mi na začetku odpremo in se prepustimo Božji pobudi. Bog je tisti, ki hoče moliti v nas in z nami in skozi nas. Ne? In na ta način seveda s tako molitvijo potem naše življenje postane daritev Bogu. O tem tudi Pavel piše. To je prvo, se fokusirati na Božjo pobudo. Drugo je pa potem čisto praktično, počasi preberemo besedilo in seveda pri tem ne gre za to, da bi sam mehanično ponavljali napisane besede. Zelo pomembno je, da dopustimo tem besedam, da se spustijo v naše srce, kot bi rekli. In da začnejo postajati naše lastne besede, ki jih mi izrekamo Bogu. In zdaj, da bi to dosegli, lahko pomaga tole. Preberemo besedilo molitve do konca, potem pa gremo nazaj in opazujemo, katere besede so se nas dotaknile posebej, katere vrstice. In te vrstice potem lahko obnovimo s svojimi besedami, ki so lahko bolj ali manj podobne svetopisanskim, in jih tako ponovno, ampak tokrat pa res poglobljeno in osebno prinesemo Bogu kot svojo molitev. To boste videli, to se pogosto zgodi, recimo sploh, ko beremo psalme, nas drobci nagovorijo, ker se zdi, da je direktno zame danes pisan ta psalm. In potem je zelo lahko pravzaprav enostavno se upreti na te besede in jih potem res iz srca spontano prinesti Bogu. In izkusimo nekaj posebnega se takrat zgodi, ker na tak način vstopimo v molitev. In to je, jaz bi rekel, da je to ta vaja ugnezdenja v Božjo besedo, ker takrat dopustimo, da nas nagovori in nas preoblikuje in hkrati že tudi oblikuje naš odgovor na Božjo besedo. In tako na ta način res izkustveno vstopamo v to Božjo zgodbo in se v njej udomačujemo. Se pravi, s temi recimo obnovami, jaz naredim 1000 let staro molitev, naredim aktualno zame danes. In tako se vgrajujemo to veliko dramo odrešenja, ki jo Bog že tisočletja gradi. Jaz bi en primer tega bi vam dal v apostolskih delih, 4. poglavje, imamo takole situacijo. Apostoli so soočeni z eno težavo in grejo moliti. In kaj naredijo? Takole molijo. Najprej par tekstov iz psalmov preberajo, potem jih pa posodobijo, pa jih pa obnovijo glede na svojo konkretno situacijo. In tako je, bom kar prebral, apostolska dela 4. poglavje, verniki so se enodušno pozdignili glas k Bogu in molili. Gospod, ti si naredil nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih. Citat iz psalma. V Svetem duhu si govoril po ustih našega očeta Davida, svojega služabnika. Zakaj hrumijo narodi in ljudstva razmišljajo prazno? Kralji zemlje so se vzdignili
in oblastniki so se zbrali proti Gospodu in proti njegovemu maziljencu. Še en citat iz psalma. V tem mestu so se zares zbrali zoper tvojega služabnika, svetega služabnika Jezusa, ki si ga ti mazilil. Zbrali so se, a vidite konkretizacijo, zbrali so se Herod in Ponci Pilat in narodi in Izraelovi rodovi, da bi storili, kar si svojo roko in svojim sklepom naprej določil. In tako naprej. Tle imamo tipičen primer tega. Dejansko so vzeli tekst iz psalma, ampak potem so rekli, to dejansko govori v našo situacijo. To razsvetli našo situacijo in to da nam tudi posebno gotovost, posebno trdnost, da moramo in kličemo k Bogu. To, kar je že v psalmu, to se nam dogaja. Mi smo del tega. Vidite, kako so apostoli sami bili močno ugnezdeni v to vrstno molitev. Se pravi, no in če gremo naprej, s tem, ko se tako ogrnemo v tako svetopisansko molitev, jaz mislim, da uresničujemo tudi to novo zavezno spodbudo, da oblečemo novega človeka. To vemo, da Pavel govori na več mestih, ali pa da ne oblečemo Kristusa. In tudi tako se preobražamo v Gospodovo podobo, tako kot pravi drug pomemben citat iz pisma Korinčanom. Se pravi, s to molitvijo se preobražamo v tisto podobo, ki je človek zgubil, ali pa ki je vsaj bila močno popačena v drugem dejanju drame. No pa še to je treba omeniti, da taka molitev nam omogoči res eno veliko mero zaupnosti z Bogom, tako kot vidimo že tle pri apostolih, ker ta molitev je sama rojena iz Božje besede in s pomočjo Svetega Duha v nas spet tudi postaja živa Božja beseda, ki se vrača k Bogu, imamo lahko gotovost, da bomo uslišani. To je pomembno. Janez prav takole v svojem pismu in to je zaupnost, ki jo imamo z njim, on nas usliši, kadar ga prosimo po njegovi volji. Božja beseda v tej molitvi je tako kot železo, ki da trdnost našim šibkim, slamnatim, negotovim prošnjam. Takšna molitev, ki je storjena v poslušnosti Božje besedi, seveda ima veliko moč in avtoriteto. No, seveda je pa treba potem omeniti tudi, da vseeno pa je dejstvo, da nekatere od svetopisanskih molitev, da so bile izrečene v drugačnih okoliščinah, kot so naše danes. To pa je treba imeti pred očmi vseeno in se treba tega zavedati. In zato je zmeri koristno potem pogledati tudi sobesedilo, recimo celotno poglavje ali pa še bolj celotno knjigo, v kateri so bile izrečene, ampak ki se nahajajo te molitve. Je res, da pogosto se molitev nanaša na točno določeno situacijo, zato jo ne moramo čisto enostavno posplošati. Poleg tega pa seveda še posebej med staro in novo zavezo obstajajo nekatere pomembne razlike in po mojem najpomembnejša je prav vprašanje sovražnikov. Starozavezni molilci direktno prosijo za njihovo uničenje, Jezusovi učenci pa prosijo za njihovo odrešenje. In tukaj je razlika in seveda recimo zanimivo je recimo v Novi zavezi brati tak tekst, kot je 6. poglavje pisma Efežanom, in tam se zdi, da je ta molitev proti sovražnikom, je v bistvu, lahko bi rekli, postala poduhovljena ali pa simbolizirana, ker tukaj se seveda v Efežanom 6 se moli proti duhovnemu zlu. No in tako lahko seveda tudi mi kristjani danes, ko beremo molitve v stari zavezi, jih lahko jemljemo kot dejansko simbol boja proti duhovnemu zlu, proti duhovnim sovražnikom, proti katerim seveda se moramo boriti. No, ampak tudi celo tukaj se mi zdi, da ta prispodoba o drami v več dejanjih pomaga. Namreč vsako dejanje ima malo drugačno, ima svoja pravila, ki veljajo tam, ne nujno pa več v naslednjih dejanjih in točno tako je. Recimo, če so v nekem dejanju prej bila določena pravila smiselna ali pa upravičena, zdaj mogoče niso več. Še posebej zato, ker se je zgodba premaknila naprej, ker je ta odločilen vrhunec zgodbe že nastopil in je dejansko, kaj bi rekel, bistveno zaznamoval nadaljevanje zgodbe. Toliko bi povedal o tem zaenkrat in želim pa, da nam je dejansko s svetopisansko molitvijo, zdaj, če se izrazim še enkrat z besedami Svetega pisma, menim, da nam bo na ta način
na široko pripravljen vstop v večno kraljestvo našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa.